pozdravljeni. Današnja gostja je doktorica Ana Koritnik, otroška in mladinska pisateljica. Življenje jo nenehno postavlja pred nove izzive. Prisluhnite posvetilu, ki ga je napisala pred leti. Ni važno, kam nas vodijo poti, nekateri smo večni v življenju drug drugega. Ana ne mara krivic. Ana je borka, vztraja in verjame v pozitivne rezultate, predvsem pa nikoli ne vrže puške v koruzo. Pozdravljeni. Ana, zanima me, zakaj ste se odločili po končani osnovni šoli, da nadaljujete šolo na srednji šoli za prehrano in živilstvo? Vse ima svojo zgodbo. V bistvu si nisem želela na to šolo. Želela sem na oblikovno šolo v Ljubljano. Oče pa, ker takrat to ni bilo možno, je želel, da postanem šivilja, tem se nikakor nisem videla, pa sem začela razmišljati. Slaščičarka, to pa bi bilo zanimivo, ampak 3-letna šola ne bi šla v 4-letno. No in potem je napočil dan, februarski, informativni dan, oče me je spremljal na takratno srednjo živilsko šolo, na Tezno v Vodovodni ulici. In tako so zanimivo prikazali poklice, za katere se je izobraževalo na takratni srednji živilski šoli v Maribor, da sva bila oba z očetom navdušena. In trenutko sem vedela, da je to tisto ta pravo zame in se odločila in brez pomislekov se vpisala. In tako leta 1990 začela kot dijakinja srednje živilske šole Maribor. Kaj so bile vaše želje, ko ste bili srednja šolka? Sicer sem jaz človek, ki ima malo želja, poleg tega, da uspešno zaključim šolanje, da mi postanejo odprta vrata v svet, v študij morda. Nam je bila takrat, ne samo meni, velika želja po novi, lepi šoli, kjer bi bile nove, velike, modernizirane delavnice. Vsekakor je bila največja želja takrat želja po novi šoli, ki pa je mi nismo doživeli. Ali nam lahko zaupate določena tehnološka znanja, ki ste si jih vse do danes zapomnili? Ja, marsikaj ostane, sploh če so profesorji bili takšni, ki so nam veliko znanj znali predati in to na način, da so ta znanja ostala. Tako se recimo spomnim definicije, da je vino edina alkoholna pijača, ki je hrana, saj vsebuje preko 700 hranilnih snovi, denimo vitamine, vitamin C, B1, B2, B6, B12 in druge, ki so zelo pomembni za naš organizem, ugodno vplivajo na človekovo zdravje, potem razni minerali, mangan, fluor, recimo, fenolne snovi, organske kisline in še marsikaj vsebuje. Potem zanimivo mi je ostalo tudi, da Vitis vinifera je sorta, ki je primerna za pridelavo grozdja, za predelavo vina, ki so pač namenjena nam kot dodatku v prehrani naj bi bila. Potem se spomnim, da sem tudi jaz zmotno mislila, da se vitamini, minerali nahajajo v olupku jabolka, hruške. Pa so me naučili, da v eksokarpu, da ne v lupini, ampak tik pod eksokarpom, torej jabolk, zato ne lupimo, da telo dobi potrebne minerale, vitamine. Preden mi zagrizemo v sočen mezokarp, pa še endokarp imamo piščišče. Takšne stvari sem si zapomnila. Potem, ko takole pomislim, mi je ostalo tudi iz tehnologije mesarstva, da po zakolu živali so živali tako imenovani fazi mrtvaške utrplosti in 24 ur nikakor niso primerna za pripravo hrane, ki bi jo zaužili, tako da tega se strogo držim in ko vidim, da kdo pri kolinah bi pripravil sveže meso, ne vzemite tisto od dlani. Tako da ja, je kar precej znanj ostalo. Super.
Kakšni so vaši spomini na srednjo šolo? Kaj vam je najbolj ostalo v spominu na srednjo šolo za prehrano in živilstvo? Na srednjo šolo imam lepe spomine. Zelo tak dragocen spomin je ta, da na srednji šoli nisem doživljala krivic. Učitelji so bili, oziroma profesorji, pošteni, do vseh so bili enaki. Čeprav so bili nekateri zelo strogi, so bili naklonjeni, tak prijeten odnos so znali stkati z nami in tudi potem ta druženja, celo na zaključni piknik ob koncu 4. letnika pri sošolcih v Cezanjevcih so prišli in smo se prav prijetno imeli, družili. Potem posebej se spomnim strokovne ekskurzije v Avstrijo, v Seno. Namreč šola je uporabljala margarino, znamke Sena, in mi smo takrat imeli priložnost videti eno veliko takšno tovarno in kako ta proizvodnja poteka. Sprehodili smo se tudi po dunajskih ulicah, skratka, to so vtisi, ki ostanejo. Vsekakor je pa nepozabno doživetje maturanski izlet, čeprav je bila naporna pot z avtobusom v Španijo, Costa da Brava, Barcelona. Vmes pa so bili postanki, ki so bili za nas v tistih časih, ko se še ni potovalo takole po Evropi in dlje po svetu, zagotovo nepozabni vtisi ob doživetju Monaka, Nice, Azurne obale in ob povratku še potem Benetk. Po končani srednji šoli ste nadaljevali študij v Ljubljani na Filozofski fakulteti, smer slovenistike. Kakšna znanja in spretnosti ste vse dobili na srednji šoli? Na srednji šoli, ki sem jo obiskovala in sem prav ponosna na to, da sem jo in da nisem takrat izbrala gimnazije, sem pridobila zelo raznolika znanja. Ne le strokovna znanja, stroke, torej živilske stroke, različnih tehnologij, tudi naravoslovna znanja. Šola je bila zelo naravoslovno usmerjena. Še danes mi koristijo znanja kemije, ko kdaj kakšnemu učencu pomagaš pri kakšni nalogi, matematiko še vedno precej obvladam, čeprav bo že skoraj 30 let od zaključka srednje šole. Za sam študij pa so mi koristila družboslovna znanja. Seveda, ker sem se odločila takrat za slovenistiko, znanja pridobljena pri pouku slovenščine. Bi kdo mislil, da najbrž to ni dovolj za Filozofsko fakulteto v Ljubljani. Namreč ur je bilo manj kot gimnaziji, ampak v tem primeru pa prav s ponosom povem, da sem zelo ponosna na našo takratno učiteljico slovenščine. Podala je toliko znanja, da sem tako z lahkoto opravila sprejemni izpit na Filozofski fakulteti v Ljubljani in potem uspešno, brez težav, nadaljevala študij in pa tudi uspešno zaključila. Ja, pred kratkim pa ste tudi doktorirali, če mi lahko kaj več poveste o tem. No, zdaj že skoraj 2 leti, ja, da sem doktorirala. Pač tako, kot ste na začetku omenili, sem človek, ki rad imaš izzive oziroma pač nove poti, in tako sem potem v nekem momentu se v trenutku odločila za izziv, zakaj pa ne bi nadgradila znanj, ki jih imam, in sem se tako potem vpisala tukaj na Pedagoški fakulteti v Mariboru na študij edukacijske vede. In tako ob družini, delu, službi, vztrajnostjo tudi uspešno zaključila in pridobljena znanja mi tudi koristijo pri samem delu. Pred časom ste mi zaupali eno skrivnost, da določene stvari še vedno uporabljate v vsakdanjem življenju. Res je, zagotovo je na prvem mestu peka keksov, tudi torte. Še vedno je najboljša torta tista, ki jo sama naredim, tako pravi sin in še marsikdo. Skrivnost je najbrž v samem biskvitu, kako s čim ga nasočiš. Te vam ne bom zaupala, naj pridejo radovedno že na vašo šolo in se bodo tega naučili.
So bila obdobja, ko sem ogromno pekla, sedaj bolj ob posebnih priložnostih, praznikih ali pa časih, ko si kdo doma zaželi. Nisem opeka keksov, tort, tudi kruhe različne pečem, potice. Potem tudi več kot 20 let se ukvarjam tako za lastne potrebe in za kakšne prijatelje, kaj podeliš, s predelavo bučnih semen v bučno olje. Tako da tudi tehnologija oljarstvo sedaj v praksi že toliko let. Tudi danje kuhanje ni tuja, kakšno predelavo grozdja v vino tudi poznam in kdaj sem kje poleg. So pa bila obdobje tudi, ko sem dosti delala sokove, kuhala marmelade in najbrž bi se še kaj našlo. Super, najlepša hvala. Hvala tudi vam, da ste me povabili.